Maestro, lep pozdrav v Mariboru, povzročili ste eno pravo histerijo v okolici Evroparka. Me zanima zdaj po vsem tem, koliko vam sploh še pomeni ta morebitna nedeljska zmaga, vas sploh še mika? Seveda nas mika, mikla nas je od začetka in nas mika tudi zdaj, še zmeri. Ampak zavedamo se, da je vse odvisno od glasovalcev, tako da se puščamo presenetiti. Bil sem priča, ko si ena od vaših oboževalk shranila robec, s katerim si eden od vas obrisal pot s čela. Koliko pri vseh teh oboževalkah trpijo vaša zasebna življenja? Verjetno, da kar precej, ne? Ja, malo trpijo, ampak ne tako. Radi v bistvu skrbimo tudi za oboževalke. Tako da, mislim, v končni fazi je v bistvu izid talenta odvisen od njih, tako da. Zdaj veljate za eno vrhunsko, nadpovprečno dobro skupino. Od vas se zmeraj pričakuje nekaj ekstravagantnega, nadpovprečnega. Je odgovornost velika? Seveda je odgovornost velika. Tudi smo deležni velikega pritiska, ker se zavedamo, da kamorkoli pridemo, moramo pač pokazati veliko oziroma zmeri več. Torej vsak naslednji nastop mora biti še boljši in še bolj atraktiven. Ampak mislim, da je tukaj, da ne gre se tukaj samo za naše nastope, ampak mogoče tudi nek imidž, ki ga poskušamo prikazati, torej rokavičke, obleke in tako naprej. Tako da ja, to je to. Kdo skrbi za vaš stil? Vsak po malem. Skupaj se ponavadi dogovorimo, kaj bomo, kako bomo in gremo skupaj kupiti vsak daj eno idejo in pol iz tega rata celotna kostumografija v bistvu. Zdaj slediti trendov na področju plesa je verjetno kar zahtevno. Odkot črpate navdih, ideje? No, mogoče v plesu je težko se opredeliti, da bi obstajali neki trendi. Jaz pravim, da je predvsem tako, da če sam ustvariš nek trend, je to pač nek dosežek. In mi probamo delati v tej smeri, da zmeri kaj novega prikažemo. V bistvu črpamo ideje iz skupine, torej skozi se dopolnjujemo in razmišljamo, kaj je bilo najbolj atraktivno. In ko to dosežemo, potem probamo pokazati nekaj novega in mislim, da je predvsem to čar. Posvečate veliko pozornosti izobrazbih na področju plesa, novim tehnikam? Definitivno, definitivno. To je naš namen. Treba se je zavedati, da ko si enkrat na vrhu oziroma pri vrhu, je težko ostati na vrhu. In se zavedamo, da se moramo skozi razvijati naprej in naš talent širiti oziroma ga nadgrajevati. Tako da predvsem to izobraževanje je zelo pomembno. In tudi v primeru kakršnekoli zmage, recimo v tem primeru talenta, bomo definitivno recimo to finančno podporo vložili v nadaljnje izobraževanje. Torej ples definitivno predstavlja glavno rdečo nit vaših življenj. Koliko časa pa pravzaprav posvečate treningom? To je zdaj čisto odvisno. Zdaj v času talenta posvečamo tako 2-krat na dan, po več ur. To se pravi, smo kar 6 do 8 ur dnevno v dvorani. Ja, za tekme pa tudi podobno, tako da čisto odvisno, za kakšno stvar gre. Zdaj, a vas ni slučajno nič strah, da bi vas mogoče v nedeljo premagala ena 7-letna punčka? Ne, mislim, strah je vedno v tem smislu, ampak mi se ne obremenjujemo toliko zmago. Nam je v bistvu glaven cilj, da pokažemo ples, da predstavimo se kot skupina v Sloveniji, da poskušamo razširiti ljubezen do plesa med vse Slovence in to je naš v bistvu prvoten namen. Kaj pa, da rečem, življenje po Sloveniji? Ima talent, kaj je vaš naslednji največji projekt zagotovo, kaj načrtujete? Ja, trenutno niti nimamo časa za načrtovanje, ker imamo preveč dela z nedeljsko oddajo, torej z finalom Slovenija ima talent. Tako da potem, ko damo to čez, bomo se lahko malo umirili in začeli razmišljati za naprej, ampak definitivno mislim, da se nam obeta velikih projektov in bomo zato tudi pol trenirali naprej. Zdaj o vas zmeraj govorimo kot o celoti, Maestro, kdo fantje pravzaprav ste, kaj recimo počnete v življenju? Ja, v bistvu sam plešemo trenutno, čeprav drugačne, recimo nekateri hodijo na fakultete, drugi še v srednje šole, nekateri že delajo, ampak zdaj, kot smo že rekli, je v bistvu naš cilj, da smo večino časa skozi v dvorani, tako da to je naše življenje. Zdaj, v Sloveniji je tako, da takoj, ko nekomu nekaj uspe, ko je dober, nadpovprečno dober ga, so vas že oklicali za važne, vzvišene, nedostopne, gej? Ja, vsega iz svašta smo že bili. Nekateri nas grajajo, nekateri nas hvalijo,
To je čisto odvisno od človeka, koliko ima nekdo, če me zamera do tebe, ali te pozna, ali te ne pozna, ali... Tako je čisto odvisno, no. Vse smo že bili. Ampak hotel sem, da mi to vzamemo kot neko pozitivno stvar, ne? Ker verjetno tudi, če te nekdo graja oziroma te označi za vzvišenega ali kakorkoli, potem verjetno se nekako ubada s tabo in pol pomeni, da je tukaj nek napredek, mislim, oziroma nekaj dobro prisotnega, to pomeni, da se pol tudi s tem ubada in to je nam pač v neko pozitivno stvar, ne? Že imate kakšne načrte, kako boste kaj proslavili, morebitni nedeljski ugoden razplet? Ja, ne vem, mislim, zelo verjetno je, da se bomo udeležili kakšne zabave, ampak nič ni določeno. Definitivno pa bomo proslavili ne glede na rezultat. Skromni ste, fantje, v glavnem, vso srečo v nedeljo in hvala lepa. Hvala lepa.